evangelist Marko kar trikrat poroča, da je Jezus napovedal svoje prihodnje trpljenje in tudi vstajenje. A pri vseh treh napovedih učenci nekako tega niso dojeli. Bili so tako rekoč na različni valovni dolžini s svojim učiteljem. Kako so se odzvali? Po prvi napovedi trpljenja je Peter, ki je ravnokar izpovedal verovan, potem Jezusu začel braniti in rekel, kaj takega se ti pa res ne sme zgoditi. In ga Jezus nagnal kot skušnjavca Satana. Danes pri drugi napovedi smo videli, da tudi niso razumeli, so se ga bali vprašati, potem so pa to odložili in se vso pot pogovarjali, kdo je največji. In tretjič, naslednjič, ko Jezus napove svoje trpljenje, sta pa dva izmed njih se opogumila, Janez in Jakob, in sta prosila, če bi v njegovem kraljestvu smela sedeti na desnici in levici. Vidimo, da nekako niso veliko razumeli. Pa še večkrat se je tako dogajalo. Zato, vidite, je evangelij za nas vedno znova resno povabilo, da prosimo za milost pravega spoznanja in za milost notranjega spreobrnenja. Da bi mogli zares dojeti Jezusovo pot, ki je prišel zato, da bi stregel, ne da bi mu stregli, in da bi dal svoje življenje kot odkupnino za mnoge. Čeprav imamo s tem vsi težave, vendarle nekateri ljudje morajo z Božjo pomočjo spoznati Jezusovo poslanstvo. To so svetniki. Svetniki so pa tisti ljudje, ki jih je izoblikoval Jezus Kristus. To je najprej njegova mati Marija. Danes, dragi verniki, na nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanskega škola, pa imamo pred seboj še nekatere druge svoje rojake, ki so na odličen način živeli kot kristjani, kot Kristusovi učenci, ki so hodili po strmi poti, ki vodi v življenje. To so najprej častitljivi Božji služabnik Irenej Friderik Baraga, škof in misionar med Indijanci v Severni Ameriki, potem častitljivi Božji služabnik Janez Frančišek Gnidovec, ki je deloval v Makedoniji, na Kosovu, imel svoj sedež v Skopju in je tudi mater Terezijo, ko je odhajala v misione, spodbudil naj živi popolnoma za Jezusa, naj samo njemu služi. In mater Terezija je pričevala, mi smo ga imeli vsi za svetnika in vem, da imamo škofu Gnidovcu pri Bogu priprošnika. Na to je Božji služabnik Anton Vovk, ki je toliko prestal po drugi svetovni vojni, bil tudi zažgan, 90 nočnih zaslišanj je prestal in tako naprej. In vendar ohranil vedrino in moč vere, kaj ti rekel je, v Gospoda zaupam. Potem misionar Andrej Majcen in pa končno najnovejši v tej vrsti svetniških kandidatov, tako rekoč naš bližnji rojak, Božji služabnik Anton Strle, doma iz Svetega Vida pri Cerknici. Danes popoldne bo njegovi rojstni in krstni župniji ta slovesnost. Tudi gospod Nunci se bo udeležil Planačkov in drugi, da bomo prosili Gospoda, naj tega Božjega služabnika čim prej povzdigne na čast oltarja. Morda je dobro, da v parih besedah, zlasti zaradi mlajših, orišem, ampak res na kratko njegovo življenje. Leta 1915 se je rodil, kmalu mu je umrl oče, v gimnaziji pa še mati. Bil je pastirček in pri 10 letih je na paši imel milost prvega spreobrnenja. Tako, kakor najbrž vsak človek je tudi njemu se prikradla tam na paši misel, kako lepo bi bilo, če ne bi bilo Boga. Potem bi človek delal, kar se mu zljubi. Komaj ga
ko je obšla ta misel, že se je zavedal, kako nekaj groznega je to, kar mu je šnilo v glavo. In en teden sploh ni govoril, ves je bil nekako potrt, pravi je, kako da bi me nekdo davil za vrat. In potem je spoznal, ne, tako ne more iti. Moram iti popolnoma v drugo smer. In se je enkrat za vse povsem odločil za Boga. In tudi pri Novi Maši se je izbral vodilo povsod Boga. Leta 1944, ko je doktoriral, je istočasno napisal tudi življenjepis Lojzeta Grozdeta. In smemo reči, brez Strleta ne bi bilo Grozdeta, namreč Božjega že blaženega, ker je popisal njegovo vzorno življenje, poznal ga je kot njegov vzgojitelj in pa tudi njegovo mučeniško smrt. Dobil pa je pozneje honorar za to knjigo, namreč 5 let strogega zapora in nato še 3 leta odvzema državljanskih pravic. Bil je potem še 2-krat zaprt, končno je postal predavatelj na teološki fakulteti in skoraj 40 let tudi duhovni pomočnik v župniji Svete Trojice v Ljubljani pri Uršulinkah. Vsako jutro je tja hitel, tudi v dežju in snegu je maševal, spovedoval in zvečer še enkrat je spovedoval. Bil je res tako rekoč apostol mesta Ljubljana. Predvsem pa je bil človek vere. Ves je živel v duhu svojega gesla povsod Boga. Naj vam za sklep preberem samo pričevanje, ki je več kakor osebni spomin zaslužnega papeža Benedikta XVI, ki takole pravi o našem vrlem rojaku, Božjem služabniku Antonu Strletu. Profesorja Strleta sem smel spoznati leta 1974, ko smo se shajali člani Mednarodne teološke komisije v Rimu. Mislim, da moram reči, da je srečanje z njim zapustilo velik vtis pri vseh članih te skupnosti 30 učenjakov iz najrazličnejših dežel sveta. Profesor Strle je sicer vedno ostajal skromno v ozadju. Hotel se je učiti in spregovoriti samo tedaj, ko je imel povedati kaj zares svojega, česar drugi niso videli. A prav ta pripravljenost, da se sam umika in daje prednost edino boljšemu spoznanju resnice naše vere, je pritegnila pozornost nam. Iz njegove ponižne in dobrotljive osebnosti je izhajala velika notranja svetloba. Jasno smo čutili, da je stik z Bogom povsem prežel tega suhega človeka. Tudi če je bilo mogoče na njem videti globoko asketsko življenje, je ta askeza vendarle govorila o pozitivnem, o notranji bližini do Gospoda, ki je vse drugo postavljala na drugotno mesto. To življenje in mišljenje v občestvu s Kristusom je dajalo profesorju Strletu tisto moč presoje in tisto zmožnost razločevanja, ki ne moreta prihajati iz gole učenosti. Imel je oster pogled za pravilno in za zgrešeno, za to, kar vero očiščuje in ji daje rast, in za to, kar jo ruši. Znal je z eno besedo razločevati duhove in zaradi tega je bila njegova sodba dragocena in pomembna. V prošnjah za vse potrebe bomo posebej prosili tudi za njegovo beatifikacijo in seveda za beatifikacijo drugih naših božjih služabnikov. Amen.